Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo govorili o dveh jubilejih, o dveh 60-letnicah. Najprej bomo predstavili Slovensko izseljensko matico, ki je v začetku decembra pripravila slovesnost. Drug zapis pa bo namenjen 60-letnici Slovenskega planinskega društva iz Bariloche v Argentini. Razstavo ob tej priložnosti so pripravili v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. A pojdimo po vrsti. V 60 letih je Slovenska izseljenska matica sodelovala s številnimi Slovenci po svetu in v domovini. Veliko tega so predstavili v zborniku Rodna gruda, poimenovanem po časopisu, ki so ga dolga leta izdajali. V njem so predstavljali slovenska društva po vsem svetu, od ZDA do Nemčije. Številni avtorji so pisali o svojih vtisih in doživetjih pri izseljencih in zdomcih. Revija je bila priljubljena v določenih krogih naše diaspore. Še najbolje predstavlja odnos do te organizacije stavek dolgoletnega tajnika Janeza Roglja, ki je takole zapisal: 60 let Slovenske izseljenske matice je enako 40 letom vzpona in razvoja ter 20 letom opravičevanja in dokazovanja. Moram priznati, da mogoče pred 10 leti nisem verjel, da bomo dočakali današnji dan, da bomo slavili 60-letnico matice. Teh 60 let je burnih bilo let, in sicer burnih glede na subjektivne in tudi na objektivne elemente. V teh 60 letih se je ogromno stvari spremenilo in s tem v zvezi tudi sama matica. Večkrat nam je bilo pred očmi dogodek tam nekje leta 1930 v Clevelandu, ko je Slovenska narodna podporna enota imela podobno proslavo. Mislim, da je bila takrat 50-letnica ene njihove lože. In takrat je bilo z neko nostalgijo v programu, ki je bil poln čustev, rečeno: čez 20 let ne bomo slavili obletnice, kajti Slovenci v Ameriki se bodo utopili v tem morju ostalih. Zanimivo je, da so to obletnico praznovali, in ne samo to, tudi mnogo kasnejših. Res pa je, da ne govorijo več slovensko. Ampak ideja SNPJ-a, Slovenske narodne podporne enote, je ostala. In podobno je tudi z matico. Tudi vi ste imeli težke trenutke. Vemo, da v Novi Sloveniji so prišli drugi časi, rodna gruda je nehala izhajati, problemi so bili tudi na določenih drugih ravneh. Kako ste videli ta čas, ki ni bil najbolj enostaven za vas? Ja, ta čas je bil prvič težek, po drugi strani je bil krivičen, predvsem zaradi nekega objektivnega dejstva. In sicer mi razumemo interes novih političnih strank, govorim novih takrat z vidika gledanja leta 1990. Sam po drugi strani seveda je pluralizem interesov neki, večstrankarstvo je prav tako nekaj zelo koristnega, če to ostane v okviru neke mase naroda kot takega. Če pa to prenesemo med Slovence po svetu, kjer je kritična masa teh ljudi relativno majhna in se na srečo še zmanjšuje, je pa ta problem vnašanja strankarstva lahko bil usoden. In to se je tudi danes v naši proslavi pokazalo, ko v bistvu lahko sedaj po 60 let matice ugotovimo, da ne sodelujemo več za 1550 društvi, kot smo nekoč, ampak samo s 60 društvi. Se pravi, v tem času je mnogo društev Slovencev po svetu prenehalo delovati. In mnogi so prenehali tudi zaradi tega, ker niso zdržali te razdelitve na osnovi strankarske oziroma politične pripadnosti. Na naših potovanjih med rojaki nas marsikje vprašajo, kaj je z rodno grudo, zakaj je nehala izhajati. Ja, to je prav tako ena žalostna zgodba v zgodovini slovenskega izseljenstva. Rodna gruda je pač mogla prenehati izhajati zaradi odločitve takratnega aktualnega državnega sekretarja, ki se je pač odločil za sistem najboljšega ponudnika za izdajo revije in je pač ponudbo ocenil kot najboljšo nekoga, ki pač je finančno lahko postavil najugodnejšo ceno. Seveda ta pa ni imel niti osnovnega vedenja, znanja o Slovencih po svetu, in kar je najhujše,
ni imel svoje mreže sodelavcev in pa prejemnikov. In tako se je zgodilo, da nekoč rodna gruda na koncu 1800 plačanih naročnikov je spadla potem na 30 naročnikov in posledica tega je, da pač ljudje niso več informirani o dogodkih v Sloveniji. Prej ste omenili društva po svetu, ZDA tudi, kaj pa Jugoslavija, bivša skupna država in Slovenci v teh novih državah? Tukaj pa lahko govorimo z nekim pozitivnim prizvokom, tako kot so društva v Ameriki pa v Evropi začela usihati, zdaj pa na srečo v nova nastala država bivše Jugoslavije društva nastajajo. Tako da danes lahko že govorimo o 26 društvih na Hrvaškem, o 23 društvih Slovencev v Srbiji, v Makedoniji, o 3 novih društvih, o Črni gori, ustanavlja se novo društvo na Kosovu, tako da tukaj pa je pozitivni element porajanja novih slovenskih društv. Med novinarji rodne grude sta bila vsekakor zelo odmevna Jože Prešeren in Ivan Cimerman. Nisem še bil prav prišel na Matico, pride iz Clevelanda skupina, velikanska skupina, 54 gostov, to je bil pevski zbor Uspeh. Leon Muškatevc je to vodil, takrat sem se zavedal, da so oni večji rodoljubi, bolj imajo radi Slovenijo, bolj so ponosni na njo, kakor mi sami, ki tukaj živimo. Mesec dni z njimi na poti po vsej Sloveniji, bili sta z nami 2 gospe, sta prinesli svoje poročne obleke in v krajih, odkoder sta bili doma, so imeli reprodukcijo, se pravi ponovitev poroke in to je bilo veselje, radost, vznešenost, kakršno redko doživiš, mislim, pristna. Brez radija in brez televizije, seveda. Ja. In potem ste seveda nadaljevali svoje pisanje, šli ste tudi po svetu k našim izseljencem. Kateri 2 državi ali kontinenta? Poleg Evrope, kodar sem sodeloval v tako imenovani klasični turi, ki je šla po rudarskih brevirjih od Vestfalije, gor v Belgijo, v Francijo, do kraja rudarskega naselja Omec. In največ smo se seveda mudili v teh porurskih krajih, v Esnu in nabirali izkušnje, vse v živo, bil sem novinar, fotograf, pomočnik, kadarkoli je bilo treba kaj, dečko za vse. No, veliko doživetje zame predstavlja Brazilija, kjer sem napisal svoj prvi roman o izseljencih. Bil sem gost Vladimirja Ovce, naslov romana, ki je nastajal 4 leta, je Južni povratnik, slovenski poslovnež med Mlinščico in Amazonko. V tem obdobju so se na čelu Matice zvrstili številni predsedniki, od Toneta Seliškarja pa do zdajšnjega predsednika Sergija Peljhana. To funkcijo je opravljal tudi Anton Bebler. No, nekoč seveda, še pred spremembami v našem političnem sistemu je imela Slovenska izseljenska matica bistveno drugačno vlogo, bila je tudi poldržavna inštitucija, imela je torej zagotovljeno tudi materialno, kadrovsko in drugo podporo. Stvari so se spremenile seveda po demokratičnem preobratu pri nas in Slovenska izseljenska matica žal se ni v celoti prilagodila tem spremembam. Kot predsednik 2 leti in s podpredsednikom Peršinom, Kovačičem Peršinom, sem predlagal občutno spremembo v načinu delovanja Slovenske izseljenske matice, sem predlagal tudi spremembo statuta, sprejetje tudi zakona, ki bi urejal zadeve našega izseljenstva in zamejstva. Žal se to ni zgodilo. Del naših predlogov je bil potem uveljavljen kasneje, recimo s tem, da se danes zbirajo predstavniki slovenskih zdomcev in izseljencev tudi v slovenskem parlamentu, to je bil najin predlog. Tako da nekaj tega je bilo uveljavljeno, to da žal Slovenska izseljenska matica se ni
v celoti prilagodila tem spremembam in jaz mislim, da bi morala biti drugače povezana tako z našo diasporo, kakor tudi malce drugače nastopa tudi v našem slovenskem prostoru. Danes to ni več edina organizacija, ki povezuje Slovenijo z našimi izseljenci in zdomci. In v tej konkurenci z dvema drugima organizacijama je seveda delno izgubila na svojem pomenu. To se je pokazalo tudi na tej proslavi. Ampak na vsak način Slovenska izseljenska matica tudi potem, ko je recimo prenehala izdajati tudi svoj časopis. Rodna gruda je bila priljubljena med društvi po svetu? No, vidite, tudi to je bila ena od stvari, za katere sem se jaz zavzemal. Takrat, v tistem času sta bili dve reviji in sem predlagal združitev teh revij in povezavo teh revij tudi s našimi društvi in s vsemi tistimi Slovenci, ki so bili povezani s Slovensko izseljensko matico. Žal sta propadli obe reviji. No, vidite, to je ena od stvari, ki je bila narobe. No, ne glede na to, Slovenska izseljenska matica še vedno upravlja v skrčenem obsegu v primerjavi s tistimi časi svoje poslanstvo, je zelo koristna in jaz si želim vse najboljše. Gospod Žekš, kaj bi lahko rekli ob tej proslavi 60 let Matice? Kar dolga doba je bila, veliko tega je naredila in mislim, kakšen je vaš komentar? Prvo bi rad komentiral proslavo. Proslava je bila sjajna, domača, z nekimi gosti, ki bi nastopali. Mene so impresionirale Aleksandrinke, ki so se predstavile, tudi knjiga gospe Milene Mulders. In te stvari so bile tako čustvene, da mi je ene par solz preteklo dol. Drugo je pa sama Matica ima za seboj veliko zgodovino, 60 let trdega dela, povezovanja Slovencev po celem svetu. Posebno bi pa rad poudaril njeno vlogo v zadnjih 20 letih, ko se intenzivno ukvarja s Slovenci v bivši Jugoslaviji. To je najbolj ranljivi del slovenstva. Reveži, ki prej niso imeli nekih organizacij, zdaj se organizirajo, število novih društev, ki nastaja, je vedno večje in te najbolj potrebujejo našo pomoč. Sicer potrebujejo vsi Slovenci našo pomoč in mislim, da bi morali vsi skupaj, poudarek je na skupaj, vsem tem Slovencem pomagati. Mi se še vedno preveč delimo, Slovenci po svetu se vedno manj, te stare zamere počasi izginjajo z leti in staranjem ljudi. Mi jih pa skušamo od doma deliti, kar mislim je zelo narobe. Izseljenska matica je izdala v tem obdobju veliko knjig, povezanih z našimi rojaki po svetu. Tej tradiciji se niso izneverili niti ob jubileju. Predstavili so namreč zanimivo knjigo Slovenke Milene Mulders z Nizozemske z naslovom S trebuhom za kruhom, v kateri raziskuje svoje korenine in med drugim opisuje tudi usodo svoje matere. I started to do the research for this book in 2003, I think, maybe a bit earlier. And the main reason was that my Slovenian mother died and I did not know anything about her life. So and also I had to be fast because the Slovenian community in the Netherlands is very old. They came to the Netherlands beginning of the 20th century. And the first generation who could tell the stories also about my mother, they already died or they were very, very old. So I had to be very fast if I wanted to know something about her life. It was difficult to find material in the official institutions because there was nothing at all. The Slovene history didn't existed in the Netherlands before.
So that was something I had to do also, and I could do. So I was very happy that I could find archives and photographs and all these things, interviews, old material, old interviews I had to find myself, but I did. And now all the archive material is in the International Institute of Social History in Amsterdam. And what say Slovenian people in Netherlands about your book? Well, for them it was really special to finally have a complete story, because they did not know everything also. For me it was some new information, but for them also. And it was very emotional, not only for me presenting the book in the Netherlands, but also for these people, that they had finally become part of Dutch immigration history. Jaz sem zelo vesela. Prej mi je že dala v holandščini in tam smo pač nekaj smo razumeli, vse pa ne. Pol je pa rekla, veš kaj, teta, ko bo prevedena v slovenščino, boš prvo ti dobila. In res, da je prišel ta trenutek in sem zelo, zelo vesela. Na slovesnosti v prostorih Slovenske izseljenske matice so v zanimivem kulturnem programu nastopile žene iz Prvačine, ki so predstavile usodo Aleksandrink, to je Primork, ki so odhajale služiti v Egipt. Naše društvo že obstaja kar nekaj let, 12 let, in pred 2-3 leti smo se naše članice zbrale, predvsem tiste, ki smo imeli prednike, ki so bili v Aleksandriji, in smo rekli, lahko bi nekaj začeli delati, da bi pač spodbudili to naše tradicije, ki so bile. No, in smo šli na Kaščo, po baulih dobili te naše obleke, ker ste tudi danes videli, kar je bilo vse original, še iz Aleksandrije. In tudi to niso bila brana pisma, ampak so bila pričevanja. Vsaka obleka ima svojo zgodbo. In zato smo rekli, bomo dali to. Vam pa povem, da zgleda, da smo izredno sprijete med publiko, ker dobili smo tudi občinsko priznanje iz mestne občine Nova Gorica. Vabljene smo predvsem po Italiji, po vseh teh naših slovenskih vasi, naj si bo Gabrje, Doberdob, Nabrežina, Repentaber, Šempolaj, Rojan, zdaj smo vabljeni tudi zopet neko vas tam pred Trstom. In v glavnem, gledajte, vse smo zanamke teh naših, jaz sicer ne, ker se pač prihajam iz Štajerske, ampak moja tašča je, naprimer, mojega moža, ki je imel 7 mesecev, ga je pustila svojim mladoletnim sestram in je šla služiti v Aleksandrijo, da je lahko preživela njega, da je lahko pomagala družini, da si je nekaj prišparala, da si je kupila dom. Sicer pa je bila prireditev ob 60-letnici izseljenske matice tudi priložnost za pogovore z zanimivimi rojaki, ki so prišli od blizu in daleč. Prevajam pesmi Mile Kačič v angleščino, na polovico sem že, in pišem knjigo o Šavrinih, o Slovencih v Istri. To je zgodovinsko knjigo, ki imam dosti dela, material imam zbran, tako da koncept imam tudi že zasnovan. Imam tretjo knjigo v delu, to so tako zvane nomenske zgodbe, zgodbe o božjosti, ali je kaj božjega v nas in med nami ali ni, ali so to čudeži, ali si sami ustvarjamo čudeže. In sem zbral en kup podatkov, ljudje, ki mi pravijo, kaj doživijo, in ta material imam zbran, bi rad preden me Bog vzame, ali pa rak se vedi kdo, bi rad to izpolnil. In seveda imam svoje dnevnike, vse napisane že v kompjuterju, samo smo jih drugi pretipkali, moram to preurediti malo. In sem pa tja napisam še kakšno pesem, tako da imam enih 13 otroških zgodbic, moja žena išče pravega ilustratorja. Povejte nam, bili ste pred 3 meseci tudi v Avstraliji, vi ste lep kos življenja tam preživeli, kakšni so ti spomini nekoč in danes, ko ste bili na Tasmaniji? Za mene je Tasmanija, odnosna Avstralija, pravzaprav cela Avstralija je moja domovina, kot je Slovenija. Jaz imam 2 domovini.
In sem obema zvest in obe ljubim, obe domovini so dobre. In imam samo lepe spomine in zdaj, ko sem prišel dol, so me prijatelji lepo sprijeli in domači, sestra in njeni otroci, moji nečaki in nečakinje, moj sin, da ne govorimo, pa dva vnučka, ne. Se moram zahvaliti Bogu ali naravi, da je šlo vse tako dobro. Čeprav sem dosti trpel v začetkah, ne. Precej razdeljenosti je bilo včasih v Avstraliji, so danes časi drugačni? So drugačni, ker smo se vsi postarali in ljudje nimajo več energije, da bi se pretepali ali pa prepirali, ne. Ampak so lih tako zlobni nekateri v sebi, če smem to povedati, ne. Jaz nisem zloben, ne sovražim nobenega, ampak povem pa, kar mislim, ne. Ampak ne grem jaz spat, me oče naučil, pojdi spati s sovraštvom v srcu, oprosti vsem. Jaz sem vsem oprostil, ali so drugi meni, pa to je njihova stvar, ne. Ampak za mene so vsi moji bratje Slovenci in Slovenke. 1946 sem diplomiral, sem maturiral na gimnaziji v Ljubljani, Vegovi. Potem sem bil poslan kot dober študent ali pa najboljši študent v inozemstvo. To je bilo po pogovoru z ministrom, takratnim ministrom Kozjakom. Kozjakom, ja. Določila sva, on je določil, kje lahko študiram. Padla je odločitev, da naj bi študiral v Švici. 46. leta sem potem odšel v Švico. Sem tam študiral na svetovno znani zvezni tehnični visoki šoli ETH v Zürichu. Mojo maturo švicarske oblasti, kljub temu, da sem bil odličnjak, niso priznale. Ste morali še enkrat delati? Sem v 3 mesecih mogel še enkrat ponoviti švicarsko maturo. Ta je bila ena najbolj strogih izpitov v mojem življenju, ampak sem bil uspešen, od 20 kandidatov sva prišla samo še 2 skozi. A nemščino ste znali že takrat? Ravno to, zato ker sem že takrat tuje jezike, nemščino, italijanščino, zelo dobro, angleščino že kar dobro. Mi je to bistveno pomagalo pri mojem študiju. Z 23 leti sem končal kot diplomiran strojni inženir. Moj mentor, znani svetovni strokovnjak na področju aerodinamike, me je zadolžil ali pa prepričal, da sem še zelenc, da bom delal samo neumnosti v takratni Jugoslaviji in me je torej brez vsakega ugovora od moje strani priskrbil službo v industriji za 3 leta. Med tem časom sem spoznal mojo ženo, spoznala sva, takrat je bil torej en usoden trenutek, ali pa rekel neprijeten dogodek. Na jugoslavenskem konzulatu, čeprav sem imel dovoljenje še za nadaljnjih 3 leta, so mi vzeli moj pasoš, tako da sem ostal do 1967 leta brez vsakega papirja. Ampak ste vseeno delali lahko, kje ste bili potem v službi? Stalno sem bil v Švici, zaposlen v tem internacionalnem koncernu Sulzer, začetka kot raziskovalec, pozneje torej kot vodja manjše skupine in na koncu kot tehnični direktor pa namestnik glavnega direktorja. V eni diviziji, ki je takrat, ko sem šel v penzijo, 3500 ljudi. Ali ste zvedeli, zakaj so vam vzeli potni list? Nikdar. No, lahko bi eno anekdoto povedal, zakaj jaz mislim, razjezil sem podkonzula. Ker je rekel, da jim manjka inženirjev v Jugoslaviji. Tem sem bil pa predrzen, sem ga vprašal, kaj ste pa vi po poklicu. Je rekel, tudi inženir, sem rekel, zakaj pa vi niste doma. Potem je pa vzel pasoš, brez komentarja, zginil in zaprl vrata in jaz z ženo sva bila na konzulatu, sama in sva odšla domov. Tako je bilo ob 60-letnici Slovenske izseljenske matice v Ljubljani. Zdaj pa se preselimo še na Gorenjsko, v Slovenski planinski muzej, kjer so pripravili zanimivo razstavo ob 60. obletnici planinskega društva iz Bariloche v Argentini. V spremnem katalogu so med drugim zapisali: poglavitna zamisel Slovenskega planinskega društva je bila gojiti ljubezen do gora in do domovine Slovenije. To
tokratna razstava, ki smo jo pripravili res ob 60-letnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva iz Bariloč, je bolj dokumentarne narave, to pomeni, da je nekaj teksta, večino zgodovine smo pa poskušali povedati s fotografijami, fotografskim gradivom, ki ga je že pred leti zbrala oziroma pridobila od SPD Bariloče Svetovna slovenska konferenca, ko je bil organizirana pač ta konferenca slovenskega planinstva po svetu. Tako da smo letos pač obeležili s temi panoji, povečavami, obenem smo pa razstavo obogatili s fotografijami Franceta Urbanije, znanega dolškega župnika, fotografa, gornika, ki je leta 1996 odpotoval v Argentino, da bi tam z bariloškimi Slovenci in njihovimi argentinskimi prijatelji praznoval 45-letnico obstoja društva. No in takrat so nastale te fotografije, ko je pač z njimi poromal na marsikatere vrhove. Tako da danes je narejen neki zbor teh fotografij pod naslovom Bariloška romanca, ki si jo je Urbanija pač sposodil, ta naslov od dr. Vojka Arka, ki je pač naslov ene njegovih pesmi. Eden izmed pomembnih članov Slovenskega planinskega društva Bariloče je tudi Boris Kambič, ki je takole orisal del njihove dejavnosti. Za naše društvo to pomeni veliko, da pač Slovenija tudi spozna delo, ki so rojaki opravili v teh 60 letih, daleč od Slovenije, ampak srcem pa vedno prisotni v Sloveniji. Tudi vi ste živeli dolgo časa v Bariločah oziroma v Argentini. Ko smo bili lani tam, so nam povedali, da so Slovenci zelo pomembni v alpinizmu in planinstvu tistega območja. Ja, jaz sem leta 1976 prišel v Bariloče in od tiskrat smo stalno živeli tam. Tam se je rodil tudi najmlajši sin. Imam 3 otroke, dve so se že rodile prej v Buenos Airesu in so se navadile na tiste okolje in hribe in andinizem, ki je tam, tako da ena od njih starejša, še danes je zelo aktiven plezalec in živi tle v Sloveniji, tle zraven mene. Slovenci so zelo pomembni bili pri odkrivanju, osvajanju vrhov v Andih in v drugih gorstvih. Gospod Jerman je zelo znan, veliko je bilo takšnih, koga bi lahko izdvojili? Ja, Jerman je bil zelo tak deloven človek in z velikimi idejami in to je glavno njegova in od Pangerca pobuda, da se je ustvaril tale planinsko društvo v Bariločah že hmal potem, ko so prišli iz Avstrije v Argentino, se pravi tam leta 51. Oni so pa prišli tam 48. leta v Argentino. Po parih letih, ko so bili v Buenos Airesu in ni bilo navdušenja na tisto ravnino, so želeli hribov in so se odločili za Bariloče in tam je ratala tale, kot pravi Zorko Simčič, naš pisatelj, da je to taka epopeja slovenstva in gorništva v Argentini. Za konec pa dajmo besedo še njegovi hčerki Moniki, ki je bila kar 3-krat razglašena za slovensko alpinistko leta. Ja, mislim, da že od majhnega sem bila povezana s hribi. Takrat v bistvu, ko sem živela še v Argentini, še nisem prav tako plezala, ne tako kot zdaj, ne. Sam smo bili že od vedno povezani s hribi. Najboljši prijatelji, kar smo jih imeli od otroških let, so bili Slovenci, ne, in mi smo bili skozi skupaj, ko je ena velika družina. Plezati sem začela tako zares redno, ko sem se preselila v Slovenijo, ne. In od začetka sem plezala največ v Sloveniji, pol pa že kmalu tako po Evropi in začela tudi hoditi na odprave.
Tako, to je bila zadnja oddaja Slovenci po svetu v letu 2011. Hvala za pozornost. V naslednjih oddajah pa bomo predstavili tudi rojake iz Južne Amerike, kamor gre naša ekipa konec januarja. Nasvidenje.